Lepo pozdravljeni. V seriji predvolilnih pogovorov tokrat pozdravljamo doktorico Tino Bregant. Gospa Bregant je predsednica Slovenske ljudske stranke. Doktorica Bregant, povejte nam še, vi ste zdravnica, ampak povejte nam o vaših specializacijah, da bomo prav to objavili. Ja, sama se večkrat pošalim, da imam tako dolge nazive, da ne grejo v vrstico Times New Roman 12. Sem namreč specialistka pediatrije, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, doktorat imam pa iz nevroloških ved, kar pomeni, da resnično celostno lahko razumem otroke, mladostnike z primanjkljaji, z posebnimi potrebami in pravzaprav na ta način tudi celostno poskrbim zanje. Kako ste se vi z vsem tem znanjem znašli zdaj kot predsednica Slovenske ljudske stranke, ki je tradicionalna stranka kmetov? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Morda je predvprašanje, kako to, da sem se sploh znašla v politiki. Resnično taki ljudje, kot sem sama, bi za svojim znanjem morali pravzaprav največ prispevati tam, kjer to najbolj lahko unovčijo, to se pravi predvsem za svoje paciente. Vendar je potrebno vedeti, da z sedanjo vlado Roberta Goloba, ki uničuje zdravstvo do temeljev, ne moremo zdravniki več delati tako, kot znamo in zmoremo. Najvišjo ceno plačujejo bolniki. In to je bil tudi eden od glavnih motivov, da sem se vendarle odločila, da na teh volitvah ponudim tudi sebe. Več človek pravzaprav ne more ponuditi, potem bodo pa volilci izbrali. Kar se tiče pa morda še kakšen korak nazaj, sama pravzaprav zdaj imam že skoraj 25 let, delam z otroki in mladostniki, sem v zdravstvu, vendar ko je prišla pandemija COVID, takrat sem se pravzaprav prvič srečala z politiko in sem tako naredila, kot sem bila vzgajana, tako kot pravi Simon Gregorčič, da mora človek, mož narediti tisto, kar je dolžan, ne samo tisto, kar zmore ali kar mora, ampak tudi tisto, kar more. In sem pač ostala, šla na ministrstvo, upala sem, da bomo dejansko skozi pandemijo, ker to so take stvari, ki se zgodijo, pravzaprav enkrat na 100 let, Slovenci išli resnično tudi bolj povezani. Žal se to ni zgodilo iz večjih razlogov. Drži pa, da sem tako pravzaprav spoznala politiko in morda tudi uvidela, da so določene stvari, ki jih lahko spremljaš samo skozi politiko. Moji kolegi in tudi pacienti, ravno včeraj sem se pogovarjala z predstavniki Zveze paraplegikov, ki so mi povedali, da pravzaprav od tistega obdobja, ko sem bila na ministrstvu in ko smo sprejeli obnovitveno rehabilitacijo zanje, se zanje ni naredilo nič več in tudi pravilnik, ki smo ga začeli, se ni sprejel. Sama sem v tistem obdobju naredila mnogo več kot samo za COVID, od tega, da danes imajo vsi otroci in mladostniki v Sloveniji zagotovljene plačane preventivne preglede. To je bila ena prvih stvari, ki jo je Golobova vlada želela ukiniti, vendar je ni mogla, ker je bil sprejet ta pravilnik, ki smo ga čakali 30 let. Seveda so mi pri tem pomagali moji kolegi in kolegice, potem za onkološke bolnike, za obravnavo debelosti. To so vse take male stvari, ki jih ljudje niti ne opazijo in nimajo občutka, da to uravnava politika, vendar seveda zakonodaja, pravilniki, usmerjanje sredstev v določene programe, to pa počne politika in morda bi se ljudje morali tega bolj zavedati in tudi postati bolj državotvorni in prispevati politiki tudi kot strokovnjaki. No, na teh volitvah vi nastopate skupaj z Novo Slovenijo in stranko Fokus, gospoda Lotriča. Torej, kaj zdaj vi v tem trojčku ponujate? Zakaj bi nekdo volil Slovensko ljudsko stranko? Tako, združili smo se iz enega preprostega razloga. Ko sem prevzela stranko, sem bila kar veliko na terenu in sem poslušala ljudi. Najbolj jih je skrbelo to, da bi bil glas za nas ponovno
stran vržen glas. Za to skupno listo, za Novo Slovenijo in Fokusom, glas za Slovensko ljudsko stranko ni več stran vržen glas, pač pa velja, da bo prišel v parlament. To je zelo pomembno. Druga stvar je pa seveda z Novo Slovenijo in z Fokusom mi prinašamo sinergije. In te sinergije so na večjih področjih. Slovenija je kadrovsko ni zelo bogata, mali smo in je težko najti dobre kadre. Mi pa pravzaprav skupaj z Novo Slovenijo in Fokusom dosegamo ravno to in Slovenska ljudska stranka prinaša na mizo kmetijstvo. Mi moramo vedeti, da danes kmetje nimajo sogovornika, prinašamo zdravstvo, nenazadnje sem sama tudi strokovnjak za zdravstvo, za zdravstvene sisteme in regionalni razvoj, pri čemer ima Slovenska ljudska stranka dejansko še vedno najvišje število županov in zelo dobro poznamo to problematiko in kaj bi bilo za storiti, da bi se pravzaprav ta regionalni razvoj pospešil. Torej, vi, če sem prav prebrala, če sem prav obveščena, vi ciljate na 5%. Tako, jaz mislim, da mi imamo ves čas stabilnih 3% po Sloveniji. Za več pa seveda je potrebno narediti premik. Nenazadnje volitve potem na koncu pokažejo, koliko ljudi na koncu zate voli. Jaz mislim, da je zdaj prišel čas, tako kot je bilo v začetku pri osamosvojitvi. Vsi se zavedamo, da takrat brez kmetov, brez našega Omana ne bi bilo Slovenije. Mi še danes ne bi imeli države Slovenije, če ne bi prišlo do tega, da je vstal slovenski kmet, ki je odšel na volitve zato, da zmaga. Navaden slovenski državljan, brez političnih kalkulacij, pač pa z zavedanjem, da ima rad slovensko zemljo, da rad govori slovensko in da želi, da na tem koščku zemlje preživi tako on kot njegova družina. In verjamem, da je danes v teh zahtevnih geostrateških časih in seveda tudi zelo zahtevno notranjo politiko, ker to, kar se sedaj pri nas dogaja z gospodarstvom, z obrtništvom, z zdravstvom, oprostite, to je nevzdržno. Še ene takšne vlade, Slovenke in Slovenci ne bomo preživeli, tudi finančno, ne? Če pogledamo, da smo že zdaj na robu proračunskega primanjkljaja, ki je še dovoljen. Tako da mislim, da razen teh 5% bomo videli, kako se bo išlo. Na terenu so zelo spodbudni glasovi ljudi, včasih me kdo pocuka pa mi reče, vas pa poznam, bom pa volil za vas, sem vaš. In sedaj, ko hodimo po terenu, je teh ljudi vedno več in čuti se zelo, zelo dobra energija in predvsem ta sinergija povezovanja. Jaz mislim, da smo Slovenke in Slovenci naveličani tega, da se kregamo, da vsak vleče na svoj konec in tukaj mislim, da smo pokazali, da na desni sredini zmoremo preseči te razlike. Nekaj teh razlik je tradicionalnih, vendar za neke dobrohotnosti, za sinergijo z novimi voditelji, pa mislim, da bomo to presegli in da bomo dejansko dosegli dober rezultat. No, zanimivo, da ste omenili gospoda Omana, namreč Slovenska ljudska stranka je nastala 12. maja 1988, to se pravi še pred padcem Berlinskega zidu in seveda je prva, lahko rečemo, demokratična stranka in se je zgledovala tudi po tisti predvojni Slovenski ljudski stranki. Pa me zanima, vi ste tudi prva ženska predsednica v tej stranki, koliko teh tradicij, te Omanove SLS, da tako rečem, še danes gojite v stranki? Ja, Oman je nedvomno, pa mislim, da ne samo za moje pojme, temveč predvsem za tiste, ki smo člani Slovenske ljudske stranke, največji slovenski politik. Brez njega ne bi bilo te osamosvojitve, ker je pravzaprav pokazal vzgled in pripeljal to zdravo kmečko pamet v parlament. Zdaj, kar se tiče naših kmetov,
Veste, jaz mislim, da smo vsi se nekako uspavali, ker smo mislili, da bo dovolj, če se takrat aktiviramo, potem bo pa država za svojimi mehanizmi pričela funkcionirati. Vendar smo sorazmerno mlada demokracija. In mlada demokracija je, tako kot mladi ljudje, lahko zelo hitro iztirijo, če pridejo pod slabe vplive. Zdaj vidimo, da te vplivi so tudi zunanji, ne nazadnje, tudi iz bivših držav, naše skupne države pred tem. In tukaj je pač zahteva se, da se ponovno aktiviramo. In jaz mislim, da to naši ljudje vedo. Drži pa, da se je populacija v Sloveniji, postarali smo se. Slovenci smo v bistvu ena najstarejših populacij na svetu, kar samo po sebi ni nič napačnega, vendar recimo leta 2025 se je rodilo najmanj otrok v Sloveniji. To se pravi 16 več kot 16 tisoč rojstev. Sama pripadam generaciji 35 tisoč rojstev. To se pravi, tukaj se Slovenci zdajle pa soočamo z izjemno problematiko, ki pa je povezana tudi z našim razumevanjem sveta, in tukaj pa moramo več zdrave pameti pripeljati. Absolutno nismo za anihilacijo, za razne pobude, ki smo jim bili priča v zadnjem letu, in jaz verjamem, da tudi naši mlajši ljudje to vidijo in verjamem, da bodo šli na volitve in da bodo obkrožili tako, da bo prihodnost za vse nas boljša. Kakšen je vaš odnos in kakšno je vaše mnenje o drugih močnih političnih, pa tudi nepolitičnih osebnosti, čeprav delujejo kot politiki? Recimo Milan Kučan je eden takih, ki se permanentno oglaša, nekaj svetuje, povezuje, razmišlja in jemljejo ga resno, očitno, ne? Pa drugi, na drugi strani, recimo Janez Janša, ki je tudi močna politična osebnost, tudi še iz časa osamosvojitve. Ja, imate prav, to so močne osebnosti, so pa močne tudi toliko, kot jim mediji dajo prostora. Zdaj, če mediji te ne povabijo v studio, če ne objavijo tvojega intervjuja, če ti ne dajo možnosti izražanja, potem te ni. Tako da tukaj je seveda pravo vprašanje, kaj se dogaja, da pravzaprav javni mediji, zlasti recimo javna televizija, vodi takšno politiko, da pravzaprav omogoča njim glasnost, vidnost. Ta medijska odmevnost je zelo pomembna. Ne glede na to, da so v porastu tudi socialna omrežja, in novejše, bolj moderni mediji, ki pa se jih poslužujejo predvsem mlajši, vendar je potrebno vedeti, še zmeraj večina ljudi starejših gleda glavni dnevnik, gleda Odmeve in je pomembno, kaj se tam dogaja. Tako da sem zelo vesela, da sem danes tukaj pri vas in upam, da se boste uspeli postaviti do te mere, da boste konkurenčni tudi televiziji. Ja, na ravni podcastov smo že zdaj, ne? Ampak vseeno, recimo medijsko, če gledamo, torej, kaj se dogaja? To vprašanje ste zastavili. Imate kakšen odgovor na to, kaj se dogaja in kaj bi se moralo zgoditi, da bi bili mediji, tudi te osrednji mediji, bolj uravnoteženi? Poglejte, pravijo, sledi denarju. To je gotovo najbolj pomembno. Saj naj bi imeli določene inštitucije, od Računskega sodišča do KPK-ja, do mehanizmov imunskega sistema vsake države, to je pravna država. Jaz si želim, da v mladi demokraciji, kot Slovenija je, imamo dobro delujočo pravno državo. Bo pa očitno potrebno tukaj narediti še kaj. Če pogledate tudi ta indeks Transparency oziroma indeks korupcije, boste videli, da je Slovenija v zadnjem letu, čeprav te številke resnično nekoliko nihajo, ampak se ves čas vrtijo, je dosegla 60 točk, to je 4 točke manj od povprečja, od povprečja. Zdaj tukaj potem res vprašanje, kaj se je zgodilo z pregovorno marljivimi, poštenimi, delovnimi Slovenkami in Slovenci.
v zadnjih letih. Gotovo ni zanemarljivo, kar se je dogajalo v Jugoslaviji z železno zaveso, ki se je potem, prej ste omenili padec Berlinskega zidu. Sama moram reči, da se tega vedno spominjam z enim takim optimizmom. Ne samo, da sem bila takrat srednješolka, ampak tudi to je bilo en tak pomemben poriv, ko smo pravzaprav res se je svet odpiral, zidovi so padali, to je bila svoboda. To, kar pa danes živimo, pa gotovo ni svoboda, to je pa prej zapiranje sveta v mehurčke, ki pa so zelo ekonomsko, finančno podprti z ljudmi iz ozadja. Vaša stranka kandidira na volitvah, imate kakšne rešitve za ta vprašanja? Proti korupciji, vse to, kar navajate? Ja, zdaj, kar se nas tiče, ste prej zelo pravilno ugotovila, smo stranka kmetov, tudi mladih prevzemnikov, smo stranka delovnih ljudi, pravnikov, sodnikov. Pri nas v naši stranki ni tako zelo veliko, da bi lahko rekli, da lahko ponudimo celostne rešitve na tem področju. Smo pa ne nazadnje zato v skupni listi z Novo Slovenijo, tako da se mi zdi zelo pomembno ravno to doseganje sinergij tudi v prihodnji vladi. Sama upam na večinsko, zdravorazumsko vlado, pri kateri bo vsak na mizo prinesel svoj delež, zato da bomo lahko sestavili eno dobro zgodbo. Kar se pa tiče pravne države, pa ni nobenega dvoma. V naši stranki podpiramo pravno državo, podpiramo mehanizme, ki so pravični do vseh. To, da je država pravična samo do ene strani, to ni pravičnost. Zdaj, če bi vaša stranka sodelovala v novi vladi, kdorkoli jo bo pač sestavljal, ali boste vi zdravstvena ministrica? Tega pa ne vem, to je pa prekmalu. Ne nazadnje, najprej so tukaj volitve. Pa bi bili pripravljeni? Se boste ponudili? Prevzeti ministrstvo za zdravje bo izjemno zahtevno. Jaz mislim, da ljudje zdajle vidijo, kaj se dogaja. Še ene vlade, Golobove vlade, javno zdravstvo ne bo preživelo. To trdim utemeljeno. Celo več, videli ste, da ta zadnji zakon, s katerim oni so rekli, da razmejijo javno od privatnega, in potem je ustavno sodišče pravzaprav tisto sodbo omililo, verjetno ravno zaradi tega, ker so ugotovili, da bi se sistem dejansko sesul, in sicer bi se sistem sesul najkasneje aprila, maja, tako da bi lahko s prstom pokazali na naslednjo vlado, vendar, kot vidimo, niti ta omilitev ni pripomogla k temu, da bi določeni ljudje v zdravstvu ostali. Skratka, razkroj se nadaljuje, ne tako pospešeno, kot so si ga zamislili, vendar vseeno. Kar pomeni, da bo vodenje Ministrstva za zdravje izjemno zahtevno. Zahtevalo bo ne samo podkovanega ministra ali ministrico, ampak tudi popolno podporo predsednika vlade. Tukaj bo potrebna zaveza celotne vlade k ohranitvi. Sama sem pristaš javnega zdravstva, to se pravi javno zdravstvo kot neka storitev, ki jo nudimo svojim državljankam in državljanom, je pomembna. Seveda je pa pomembno, da je ureditev in organizacija takšna, da se ne hromi ljudi, ki so bolj podjetni, ki so pripravljeni vlagati svoja sredstva. Koncesionarji so tudi del javne mreže, tako da sama sem že kar navličena ponavljanja tega, ko razlagajo vladajoči, da koncesionarji so privatniki. To niso privatniki, to je del javne mreže. Pacienta ne zanima, kdo te operira, ampak ga zanima samo, da dobi kakovostno opravljeno storitev. In mi trenutno plačujemo zelo veliko za zavarovanje, za zavarovalnico, ZZZS, in sredstev je dovolj, seveda je pa treba narediti drugačno organizacijo, in tukaj pa imam z kolegi pripravljen tudi program. No, recimo kakšen, razložite nam. Ja, zdaj zdravstvo je kar kompleksno, ampak gotovo je tukaj več dejavnikov. Prvi dejavnik je, ljudje ne pogledajo svoj plačni listek. Mi dajemo manj kot 14% bruto plače za ZZZS. Ja, vsak posameznik.
brezprizivno. Tako. Ja. Potem je zraven še tisti dodatek, ki je šel noter v tistih 35 evrov. A ne. To ni malo denarja. A ne. To lahko vsak pogleda na plačnem listku. A ne. To se pravi, če imaš 200 evrov bruto, a ne. To se pravi, to je zelo blizu minimalca. A ne. V resnici ti daješ kar tam 250. Če imaš pa recimo 2000 neto, a ne, je pa to že kmalu, se to bliža 500 evrom na mesec. To je pa že zelo lepa premija. Pa še dolgotrajna oskrba. Dolgotrajna oskrba pa še posebej. Ja. Zdaj, to se pravi, premije mesečne sploh niso nizke. Ja. Mesečne premije so visoke in so brezprizivne, hkrati pa tudi če imaš, tudi če to plačuješ, ni nujno, da imaš osebnega zdravnika. Ja. Čakal boš v čakalni vrsti tudi nekaj 100 dni za nekatere storitve. To se pravi, tukaj je pravo vprašanje, kaj zavarovalnica dela z temi sredstvi, kam ta sredstva gredo. In potem zelo hitro ugotovimo, da približno 4 milijarde grejo v bolnice, približno pol milijarde gre za primarno raven, pri čemer se na primarni ravni reši 80% vseh težav, ki jih imajo pacienti. To se pravi, ZZZS se mora reorganizirati, sestaviti pogodbe, ker vi danes niti ZZS-ja ne morete tožiti za to, da nimate osebnega zdravnika, pa da ne dobite Ker nimam storitve. nobene pogodbe z njim. Nimate nobene pogodbe. Samo plačujem. Tako je. Ja. To se pravi, reorganizacija, ravno zaradi tega načina plačevanja je gotovo na prvem mestu reorganizacija ZZZS-ja. Jaz je sicer ne bi razbijala, zaradi tega, ker je to nek način mehanizma plačevanja denarja, ki je utečen, absolutno je pa treba to spremeniti, zakaj se ta denar porablja. Druga stvar je potem zakonodaja. Tale zakonodaja, ki so jo zdajle sprejemali, je v bistvu narejena tako, da bodo v bolnicah dejansko ostali tako kot na Balkanu. Samo specializanti, pa kakšne medicinske sestre, ki se bodo premaknile na vodstvene položaje, vsi tisti, ki bodo pa dobro delali, ki bodo bolj podjetni, pridni, marljivi in ki bodo pripravljeni kaj tvegati, bodo šli pa v privatni sektor. Skratka, to, kar imamo sedaj, to ni ustrezno in to zakonodajo je potrebno spremeniti. Tretja stvar so kadri. Zdaj, v Sloveniji drži, imamo kar veliko zelo utrujenih bolnišnic, še iz časov mojega pradeda, ki je med drugim tudi vodil klinični center, je prevzel leta 1938 v težkih časih. A ne? Ja. Ampak te stare stavbe, a ne, še iz Avstro-Ogrske, nekaj smo jih uspeli pravzaprav tudi z evropskimi sredstvi, ki pa jih Golobova vlada ne črpa dovolj učinkovito, a ne, od infekcijskih klinik, a ne, Ljubljana, Maribor in tako naprej. Stavbe so stare, ampak večji problem so kadri. To se pravi, na tretjem mestu so kadri. Tukaj je potrebno narediti zdravstveni steber za zdravstvene delavce. Nam namreč danes odhajajo ne samo zdravniki, ampak tudi medicinske sestre. Ljudje ne odhajajo od tam, kjer je dobro. Ljudje odhajajo od tam, kjer ni dobro. Niso plače, vse tukaj so delovne razmere. In že prej sem povedala, zakaj sem tudi sama se aktivirala v politiki. Mi dejansko nimamo dobrih delovnih razmer, v katerih bi lahko delali medicino, ki jo znamo delati. Potem četrto, ne najmanj pomembno, zelo boleče za vse, ki delamo v zdravstvu, birokracija. Bom kar povedala, da včeraj sem z eno od mam mojih pacientov, sva se pogovarjali in med drugim sem vmes poskušala urediti tudi predpis plenic. Veste, za starejše osebe. Ne, za odrasle. Ne, tako, za odraslega. Ja. Ampak pač za specifično motnjo. Ja. Tako da mu pripadajo te plenice. Veste, koliko časa? Mama je začela gledati na uro 20 minut. Zakaj? Zato, ker se vmes se je sistem sesul, pa potem ni nekaj delalo. A veste, to se pravi, ta birokratizacija, to je absolutno treba zmanjšati. Mi imamo še zmeraj nekompatibilne informacijske sisteme. Predvsem informacijske sisteme treba spraviti na skupni imenovalec. Zdaj, ja. In umetno inteligenco vplesti. No, to je pa naslednja stvar, ki sem se pa tudi včeraj jezila v eni delovni skupini.
morate vedeti, da v bistvu sam sistem v zdravstvu ni tako zelo slabo zastavljen, ker imamo to tako imenovano hrbtenico zdravstveno, tako da se na njo da obesiti kompatibilne sisteme informacijske, a ne? Tako da to poenotenje je mogoče, ampak seveda, zdaj tukaj si lahko mislite, kako vsaka od teh informacijskih hiš vleče na svojo stran v želji po zaslužkih, kar je normalno, ampak seveda tukaj bi bilo treba to poenotiti. Umetno inteligenco spustiti noter, ne pa da se še vedno vodijo v Excelovih tabelah, dokumentacija, to je tudi strahotno zanimivo. Zdaj gremo vsi na ta ZVM sistem, ne? Ampak veste, noter so v glavnem PDF-ji. Ti ne moreš umetne inteligence spustiti tja noter, če imaš ti noter stvari naložene v PDF-jih, oziroma pač tukaj nas čaka kar precej dela. Mnogo več, kot si ljudje morda predstavljajo. A ne? Pa tudi ni motivacije, ker nekdo pa le zasluži, kot ste že rekla, ti IT, računalniške firme, pa mogoče dobavitelji medicinske opreme, ne? Tako, to je 5. točka, gotovo poenotenje naročanja, ne. Pri 2-milijonski populaciji si lahko mislite, da je mnogo boljše narediti en centralen razpis, kot da vsaka bolnica po svoje naroča, ali pa celo več, da vsak oddelek naroča sam. Si lahko mislite, da so zaslužki dobaviteljev zelo različni, glede na to, kdo pri njih dobavlja. In potem seveda je tukaj še Nacionalni inštitut za javno zdravje z upravljanjem, z podatki, z umetno inteligenco v teh podatkovnih bazah, ki pa lahko prispeva dobre podatke. In s tem bom zaključila. Pravzaprav danes niti ZZZS, niti NIJZ nimata kakovostnih podatkov. Zakaj? Ker se jih vnaša velikokrat na več različnih mestih, dela se absolutno ne v skladu z sodobno doktrino, da tam, kjer podatek nastane, se ga dejansko tudi zapiše in potem tudi analitika tam poteka, ampak se danes ti podatki redundantno vnašajo na več različnih stvari, seveda se s tem zveča možnost napake, a ne, tako da tukajle je pa dejansko še kar nekaj dela. Torej vidim, da imate zelo temeljit zdravstveni program, da tako rečem. Seveda za uresničitev je potrebna večina, vsaj večina ali pa recimo celo ustavna večina, kot napoveduje predsednik SDS-a Janez Janša. Bo vaš program, pa mogoče s kakšno drugo stranko, z SDS-om, s kakšno drugo, dosegel to ustavno večino? Ja, želim si, da bi jo. Je pa to tudi od volilcev odvisno. Sama velikokrat rečem, da volilci naj temeljito premislijo in naj uporabijo kritični um. Ta kritični razmislek, nenazadnje Golob je bil izvoljen, pri čemer je povedal, da bo povišal davke. Povedal je, da nas ima za norca, da ne znamo skrbeti za svoj denar in da ga zapravljamo za nepomembne stvari. Naj razmislijo, ali si res želijo takega človeka, ali si želijo nekoga, ki je bolj državotvoren, ki pozna problematiko, ki ne zavaja in ki pove morda tako, kot je, kar ni vedno prijetno zaslišati, vendar enostavno, tukaj je majčkeno tako, kot pri kirurgu, a veste. Včasih je potrebno zarezati, sprostiti tisti pritisk, boli v tistem trenutku, vendar na dolgi rok je olajšanje. Če pa pustimo, da tisto tli se razrašča, pa lahko zaradi tiste bolezni tudi umremo. Tako da tukaj bi res pozvala, da ljudje razmislijo, da grejo voliti, da povejo, da morda tudi peljejo na volišča. Nenazadnje, paste, tale vlada je ukinila številna volišča ravno tam, kjer smo recimo tradicionalno močni, tudi SLS, tudi NSI, tudi SDS. Morda pa vprašati, ali potrebujejo prevoz do volišča, naložiti ljudi v avto in jih pripeljati na volišče. To so vse takšni majhni koraki, vendar veste, vsaka pot se začne z prvim korakom. Potem jih je pa treba narediti še 1000. No, prej nismo povsem do konca dorekli vaš odnos do Milana Kučana, vaš odnos do Janeza Janše. Ne mislim vaš osebni, ampak tako, stranke SLS. Jaz drugače spoštujem ljudi na tem
nivoju, kjer se srečujemo. To sta oba človeka sta naredila veliko stvari v svoji zgodovini. Ne morem reči, da so mi vse všeč, ne pri enem, ne pri drugem. Sama nisem bila nikoli član kakšne komunistične partije, ampak mogoče imam srečo, da sem mlajša. Absolutno pa prihajam iz družine, kjer nam ni bilo blizu razmišljanje tega komunističnega, trdokomunističnega bloka. Smo bili vedno bolj prozahodno usmerjeni. Ampak po drugi strani je pa tako, vsaka zgodovina nosi takšne in drugačne zgodbe. Zgodovine ne moremo zanikati, lahko se pa iz nje nekaj naučimo. Sama bi si želela, da bi se naučili več in da bi bolj spoštovali svobodo, svobodomiselno razmišljanje, kritično razmišljanje, svobodo odločitve. V komunističnem sistemu, to je zadnji totalitaristični sistem, to je zadnji totalitarizem, ki je padel z Berlinskim zidom. Tako smo mislili in tega smo se razveselili. Vendar smo videli, da v sedanji vladi v Sloveniji pravzaprav niso zmožni obsoditi tudi tega tretjega totalitarizma. Zame so totalitarizmi enaki. To se pravi nacizem, fašizem, komunizem. Nobeden od teh treh ne bi smel imeti mesta ne v spomenikih na glavnih trgih, ne v poimenovanju ulic, ne tudi v kakšni drugi obliki. Vse tri bi bilo potrebno obsoditi, tako kot je naredila Evropa, ki se zaveda, da so totalitarizmi med sabo si zelo, zelo podobni. Če vam zazvoni telefon, vas pokliče Milan Kučan ali pa vas pokliče Janez Janša, komu dvignete slušalko? Dvignila bi obema. Imate njiju v telefonu? Janeza imam. Milana Kučana? Ne, njega pa nimam v telefonu. Se boste povezali z SDS, recimo, če dosežete nek primeren rezultat? Poglejte, jaz mislim, da sem z Janezom Janšo zelo korektno sodelovala v prejšnji vladi. Nisva se vedno strinjala, ampak ne morem reči, da je bil način njegovega pogovora ali pa delovanja, da je bil totalitarističen. Sej, kako zdaj bi vi odgovarjali, recimo veliko je teh očitkov prav na obdobje covida, s katerim sva začeli ta pogovor, pač obdobje covida, bilo je, ljudje pravijo nekateri, zaplinjanje, bilo je ne vem kaj še vse očitajo. Kako bi vi odgovorili na te očitke? Niste bili v prvih vrstah, ampak vendarle ste bili tudi na ministrstvu, ste sodelovali na teh tiskovnih konferencah. Kako zdaj vi s to časovno distanco vidite? Ta čas je bilo res tako grozno na naši strani, zakaj taki očitki? Bilo je zelo hudo. Marsikdo je izgubil svojega družinskega člana. Ljudje so izgubili očete, dedke, babice. Smrtnost je bila v resnici visoka. Nihče ni vedel, s čim se soočamo, ne samo v Sloveniji, po celem svetu. To je bila ravno značilnost te pandemije. In ljudje se verjetno spomnejo te težave z virusom, za katerega nismo niti od začetka dobili vseh informacij. Konec decembra 2019 je dejansko prišlo že opozorilo, da se dogaja na Kitajskem nekaj zelo pomembnega, nekaj, kar lahko vpliva na vse nas, kot ta pandemija. Pri nas v Sloveniji je potem dobila ta pandemija pospešek, nenazadnje Italija je naša bližnja soseda, in potem v začetku marca smo tudi diagnosticirali prvega pacienta z potrjenim covidom. Covid kot pandemija je bila ena težka preizkušnja za vse ljudi, ne samo za Slovenke in Slovence. Trudili smo se delati po najboljših močeh.
danes, ko jaz pogledam nazaj, bi kakšne stvari morda res naredila drugače. Kaj recimo? Takrat sem delala z najboljšimi nameni po svojih najboljših močeh. Absolutno mislim, da bi bilo potrebno vložiti več v komunikacijo. Imeli smo veliko srečo, da je ta nesrečni mali virus mutiral. In da je mutiral ne v bolj patogeno različico, ampak da je dejansko postal manj patogen, to se pravi, da ga lažje prebolimo, kot smo ga takrat. Takrat smo se pravzaprav naučili veliko stvari, tako o intenzivni medicini, načini intubacije, ne vem, če se ljudje sploh spomnijo, ampak to so bili eni posebni položaji, obrnjeni na trebuh, ta zaščitna oprema. A veste, to še danes, ko se spomnimo, si mislimo, kaj vse smo morali takrat početi za to, da smo se zaščitili. Ampak to je bila specifična situacija, pandemija. Tako pravzaprav, kot se zgodi na vsake toliko 10 oziroma ponavadi na nekaj 100 let pride do takšne pandemije, ki pa pomembno zdesetka prebivalstvo. Ampak očitki so, da bi mogoče vlada lahko karkoli, ne vem sicer kaj, ampak vas sprašujem, naredila drugače, tudi kar se tiče cepljenja, priporočil o cepljenju. Kaj vi mislite o vsem tem danes? Tako, mogoče bom izpostavila eno reč, ki bi jo res lahko drugače naredili. Tisto zapiranje v občine, se verjetno ljudje spomnijo. Nekako, kot da se niso čisto dobro zavedali, da so občine zelo majhne. V Sloveniji imamo veliko majhnih občin, to niso velike občine. Ne? Če bi bila Slovenija razdeljena na regije, bi bilo drugače, bi bilo lažje, tako kot so imele kakšne druge države. Tako da tisto zapiranje v male občine, tisto je bilo gotovo, je bilo mogoče res pretirano. No? Težko rečem, ker se je te stvari delalo v dogovoru z stroko, z različnimi ljudmi, z različnimi deležniki in se je potem na koncu sprejelo na vladi pač odločitve, ki so se sprejele verjetno za najboljšimi nameni. Kar se tiče cepljenj kot takih, veste, cepljenje, govorim o splošnem cepljenju, to se pravi cepljenje po javnem cepilnem programu. To predstavlja eno najbolj učinkovitih zaščit. To je eden najpomembnejših javnozdravstvenih ukrepov. Najbolj so znižali umrljivost, svetovno umrljivost, javnozdravstveni ukrepi cepljenje in odkritje antibiotikov. Ampak to so vse vendarle ostale stvari manj. Nova cepiva, ne? Drugačno. Pravim, govorim o splošnem cepljenju. Zdaj, kar se tiče pa cepivo proti covidu, tukaj se pa strinjam, to je bilo izjemno hitro razvito z novo tehnologijo RNA cepiv, podobno kot imamo prvo cepivo proti raku, proti tem humanim papiloma virusom, HPV, proti raku materničnega vratu, proti raznim tem genitalnim bradavicam. In v bistvu, ko ljudje slišijo, da gre pravzaprav za prvo cepivo proti raku, marsikdo bi se želel zaščititi proti raku, ampak se ne moremo na tak način, kot se lahko proti raku materničnega vratu z cepivom. Tako da ta drugačna tehnologija gotovo pomeni nek preboj, tudi način, kako se je to delalo, ker to so v bistvu to so tehnološki preboji. To ni samo po sebi slabo. To je dobro, ker prinaša napredek. Gotovo pa samo cepivo proti covidu, pač nismo ga dobro poznali. Sama sem cepljena 3-krat. Sem se tudi cepila takrat, ko sem se lahko. Mi se moramo zavedati, da takrat je virus bil drugačen, kot je virus covida danes. Covid leta 2020, če se spomnite, cepivo je prišlo ven tam
konec novembra oziroma decembra. Decembra so bili prvi že cepljeni, a ne, med drugim. So bila pa različna cepiva, a ne, AstraZeneca ali pa recimo ta od BioNTecha. Skratka, razlikovala so se cepiva med seboj. Gotovo bi se pa tukaj dalo morda za zakonodajo, pa za temi restrikcijami, pa morda ljudem ponuditi več pri odločitvah, morda bi morali več delati na opolnomočenju in seveda pač ob dejstvu, da je virus postal manj škodljiv, se pa seveda potem tudi teža teh ukrepov lahko zniža. Ne. Res je bilo treba skozi prilagajati, skozi so bile neke nove stvari in tle večkrat pravim, smo imeli več sreče kot pameti, človeštvo kot celota, da je virus postal manj patogen. Tak, kot je bil pred pandemijo. A veste, koronaviruse smo mi poznali že prej, a ne? Pač te male, nikoli niso bili te virusi tako škodljivi, kot recimo kakšen respiratorni sincicijski virus, a ne? Ali pa kakšen drug od teh virusov. Torej, če strneva v tem obdobju, ko ste tudi sami bili aktivni v Janševi vladi, kaj ste se vi v tem času naučili glede covida, cepljenja, vsega tega, česar mogoče ne bi ponovili, če boste spet v vladi? No, prva predpostavka je, da srčno upam, da takšne pandemije ne bo nadaljnjih 100 let, tako kot sva se prej pogovarjali. Če ne bi bilo pandemije, ne bi bilo teh ukrepov. Tako da tukaj ni nobenega dvoma. Zdaj pač srčno upam, da se neka taka pandemija vsaj za časa mojega življenja ne bo ponovila, ker vemo, da pandemije se lahko ponovijo tudi bolj tragično. Če pa bi se, kaj ste se naučili od tega? Če bi se, jaz mislim sicer, da se ne bo, Pri tej covidni pandemiji je bilo več dejavnikov, ki še danes niso povsem razjasnjene, to se pravi od tega wuhanskega laboratorija najvišje strogosti, a ne, ki ga pravzaprav v Evropi sploh nimamo, najbližji nam je bil tam proti ukrajinski meji, a ne. To se pravi, tukaj je veliko stvari, za katere bomo verjetno zvedeli morda par let kasneje. Vsekakor pa sem spoznala, kako zelo pomembno je sodelovati, kako pomembna je državotvornost. Dialog ni vedno stvar samo enega, dialog je vedno stvar vsaj dveh. Tukaj smo se pa soočali z kakofonijo mnenj. Tudi stroka ni bila povsem enotna, po drugi strani so pa nasproti strokovnjakom so sedeli razni bodybuilderji. Laiki. Tako, ali pa recimo, ne, mogoče še bolj kot to, če je pred tabo laik, ki pravzaprav nima orodij, da bi prepoznal, ali gre za resnico ali izmišljotino, se mi zdi, je bilo zame boleče spoznanje, da tudi če veliko veš, ne, ljudje, ki so imeli končane fakultete, pa so trdili, da virus ne obstaja, a ne. To se mi zdi, to je bil pa en tak streznitveni klic zame, ne nazadnje tudi učim, delam z študenti, pravzaprav kako te temeljna znanja, da se je tudi v našem šolstvu nekaj zgodilo, da tega kritičnega uma ne znamo spodbuditi, uporabljati in da pravzaprav umanjkajo neka temeljna znanja. Sama sem naravoslovka, prihajam tudi iz take družine, kjer smo bolj naravoslovci in mislim, da mi je bilo mogoče najtežje ravno to videti. Hkrati pa spoznanje, da družboslovci so pa izjemno pomembni pri seveda implementaciji teh ukrepov, ne. Tako da tudi zakonodaja. Ta pomen zakonodaje je postal izjemno prezenten, česar se prej morda nisem tako zavedala. No, če greva na področje kmetijstva, zdaj kaj točno na tem področju kmetijstva je tisto, s čemer boste vi, recimo, če bi ponudili kmetijskega ministra, ampak gotovo, ker ste stranka SLS, verjamem, da imate tudi to področje precej razdeljeno, kaj je tisto, kar je ta hip najbolj pereče?
Najbolj perečih je, tako kot v zdravstvu, kar nekaj reči. V kmetijstvu predvsem mi nismo samooskrbni, morda na področju mleka in mlečnih izdelkov, ampak če bo šlo tako naprej, leta 2050 ne bomo mogli več jesti slovenskega pršuta, ker enostavno ne bo prašičev. Kar se tiče govedoreje, kar se tiče živinoreje, a ne, če pogledate, prej smo govorili o cepljenju, ne, ta bolezen teh modrih jezikov. Ne. Ja, kmetje nasprotujejo. Bodo protestirali. Ne? Recimo, kaj vi mislite o tem protestu? Kmetje bodo zdaj protestirali, v teh dneh so napovedali proti Mercosurju, proti obveznemu cepljenju modrega jezika in še nekaj teh zahtev imajo, mislim, da jih je 16. Imate vi kakšno stališče o tem? Kar se tiče, zdaj ta Mercosur, to so mogoče te dobavne verige, ki bi jih bilo treba skrajšati, tako da se bom k temu se bom še vrnila. Skratka, ta samooskrba, a ne, mi bi morali naše kmete spodbujati, da bi želeli prevzeti, mlado prevzemniki. Oni bi potrebovali dodatne stimulacije. Oni so sicer čisto dobro računalniško pismeni, ampak za količino birokracije, s katero se obremenjuje kmeta, je to šlo enostavno preko vseh meja. Tako da podobno kot pri zdravstvu, tudi tukaj zelo nujna debirokratizacija. Spodbude mladim. Tako kot smo prej rekli v zdravstvu, kar se kadra tiče, podobno pri kmetih. Spodbude mladim prevzemnikom, spodbude tudi za šolanje v kmetijskih šolah. Tukaj se da pomagati z štipendijami, z dodatnimi stimulacijami. Potem je tukaj naša hrana. Slovenska hrana, ki je pridelana blizu doma, ki ne potuje daleč, kratke dobavne verige, ne pa da tako kot za sporazumom z Mercosurjem se bo hrano vozilo preko Atlantika. Taka hrana je osiromašena, nima vitaminov toliko, nima mineralov, je dejansko ni tako zdrava, kot je ta, ki je pridelana blizu nas. Ima pa veliko pesticidov. Tudi lahko seveda, ker ne upošteva istih zakonodaj, kot jih imamo v Evropi in so zelo stroge. In prav je, da so do neke mere stroge, ker ščitijo naše zdravje. Ampak če mi odpremo vrata tujemu dobavitelju, ki je to pridelal pod enimi čisto drugačnimi pogoji, to škodujemo sami sebi. To je dejansko strel v koleno. In kdo bo jedel to poceni hrano? To poceni hrano ne bodo jedli tisti, ki so bogati, ki so morda ta sporazum podpisali, pač pa bo to jedel navaden človek. In kakšno bo njegovo zdravje? Mnogo slabše. Ampak te krajše dobavne verige, zelo pomembno, naši vrtci, šole, tudi zdravstvene ustanove, domovi za starejše. Tukaj bi bilo zelo pomembno, da bi oni odkupovali čim bližje. Ne, da je edini pogoj na razpisu nizka cena, ampak moramo se vprašati tudi, kaj dobimo za to ceno. Ne pa, da tako kot pred leti, ko se je ugotovilo tisti krompir iz Egipta, medtem ko imamo tukaj pri nas doma pridelano hrano, ki bi jo lahko zelo enostavno odkupili od naših kmetov, podprli naše kmete, hkrati pa bi naši otroci ali pa recimo v domovih za starejše, naši starejši, jedli bolj zdravo, bolj bogato hrano. Potem je tukaj gozdovi, Mislim, gozdovi so naše bogatstvo, ampak ne, da mi pravzaprav to nepredelan les prodajamo, potem pa nazaj odkupujemo pa izdelke. Prodamo hlod, kupimo nazaj deske. Ja, to je največja neumnost. To se pravi, tukaj resnično se spet potruditi, da bi bili samooskrbni in da bi znali les porabiti v celoti. To se pravi, dobro, nekaj gre za deske, nekaj gre za stavbno pohištvo, ampak potem imamo tukaj iz odpadka pelete. Eno najstarejših tovarn peletov smo imeli na Notranjskem, to je več kot 100 let nazaj. Zdaj pa na koncu določene stvari mi uvažamo. Potem seveda ne morem mimo čebelarstva, naših čebel in medu. Tukaj zelo pozdravljam te iniciative, ki so bile tudi za to našo
pridno kranjsko sivko, a ne. Ampak to je tudi nekaj takega, kar je potrebno spodbujati in tukaj že pred leti uveden slovenski zajtrk, a ne, se mi zdi ena taka dobra gesta, vendar če ostane samo na nivoju simbolne geste enega dne, ki ga posvetimo kruhu z maslom, medom in jabolkom, je to premalo, a ne. Tukaj je potrebno narediti še druge zakonske stvari. In seveda ne morem mimo vinogradov. Poglejte, v naši stranki imamo kar nekaj odličnih vinarjev. To je tudi naša pokrajina. Jaz moram reči, da imam zelo rada te naše gričke, na katerih raste trta in tista prava trta, ki ima na začetku zasajeno še vrtnico, ki cveti tudi še pozno v jesen. Mene vedno razveseli, to je tudi estetsko, ampak seveda poleg tega pa pridelava dobrega grozdja. Nenazadnje tukaj mi smo vinorodna dežela, vendar, če bomo mi prepuščali, da bodo te vinograde strateško nakupovali ljudje, ki jih ne bodo obdelovali, ne bodo poskrbeli za to, da se bo vinograd obnavljal, ampak bodo to nakupili samo zato, da bodo dobili subvencije, hkrati pa bo ta vinograd propadel, to pa ni v redu in tukaj bi morala država imeti mehanizme, da bi dejansko preprečila takšne zlorabe. In seveda tukaj je še predel tega obmejnega pasu, a ne, ker tudi vemo, da je prišlo do strateških nakupov. V resnici naši kmetje varujejo tudi ozemeljsko celovitost, a ne, in tukaj mora tudi država pogledati, a ne, da se ta zemlja ne razprodaja. Vidimo, da v zahtevni geostrateški situaciji biti samo oskrben, ne biti lačen, ko pride do težkih časov. Med covidom smo se tudi naučili, kaj se zgodi, ko nekdo ne dobavi tiste stvari, ki si jo naročil in plačal, a ne. Če bomo pri prehrani odvisni samo od tujine, potem bomo zelo kmalu lačni. In tukaj je pa naš kmet tisti, ki lahko poskrbi, seveda z ustreznimi stimulacijami, da ne bomo lačni, moramo pa seveda mu dati svoje mesto in ga tudi zaščititi. No, seveda je tu vprašanje zakonskih sprememb, ne. Ta hip recimo v Evropski uniji mi dobimo slovensko kmetijstvo, zdaj po zadnji ureditvi dobi sredstva skupaj s kohezijskimi sredstvi, ne. Zdaj to kar neka zmešnjava, neka zmes, malce za gospodarstvo, kohezijo, malce za kmetijstvo, kar pomeni, da kmetijstvo samo dobi manj kot prej, ne. Zdaj povejte mi, imate pripravljene kakšne predloge, bi predlagali kakšne spremembe vis-a-vis te evropske zakonodaje, naši zakonodaji, kaj lahko predlagate tu? Ja, tukaj pri evropski zakonodaji je pa res izjemno pomembno, a ne, da nastopimo skupaj kot vlada, kot predstavniki Slovenije. Tukaj ne moramo biti samo ena sama stranka, ampak dejansko kot vlada zahteva tudi od Evrope. Nenazadnje pri tem Mercosur sporazumu vemo, a ne, kakšni pritiski so bili. In ravno v luči tega si jaz želim državotvorne vlade, ki bo sposobna preseči razlike med seboj in dejansko nastopiti skupaj v dobro državljank in državljanov in seveda tudi določene pobude sporočiti naprej v Bruselj. No, zdaj v prejšnjem mandatu evropskih poslancev je Slovenska ljudska stranka imela evropskega poslanca, gospoda Bogoviča, ki je bil v bistvu tudi predsednik SLS-a. Kaj se je potem zgodilo, da je zdaj Slovenska ljudska stranka zdrsnila, padla čez rob te mize, da tako rečem, da ni več parlamentarna stranka, ker prej je bila smatrana kot parlamentarna, ker je imela v Evropskem parlamentu nekoga. Zdaj pa praktično nimate nič, ne. Tudi recimo, če boste šli na neka soočanja na javni televiziji, ne vem, kam vas bodo pravzaprav uvrstili, ker niste več parlamentarna stranka, ne. Kaj se je zdaj zgodilo? No, lahko bi me povabili kot edino predsednico stranke v Sloveniji. Ja, ampak to bi lahko naredili, ne. V kampanji je vprašanje, ker so merila.
No, poglejte, merila dobro vidimo, da jih zna tale Svoboda zelo dobro prilagajati. Nenazadnje so govorili o feministični zunanji politiki, zakaj pa ne bi pravzaprav zahtevali, da to, kar govorijo, prikažejo tudi na državnem nivoju. Ampak kaj se je zgodilo? Zdaj sem se majčkeno pošalila, ker sama nisem najbolj pristaš temu krivljenju pravil, če smo čist odkriti. In tudi mislim, da se človeka ne sme presojati po tem, katerega spola je, ampak dejansko kaj zna, kaj zmore, kako je marljiv, kaj je pripravljen narediti. Kaj se je zgodilo v Slovenski ljudski stranki, da je padla čez rob? Poglejte, verjetno ni naključje, da so potem izbrali žensko, da so izbrali mene. Sama sem od nekdaj delala z najtežjimi pacienti, tudi otroki in mladostniki. Jaz se tega nisem nikoli ustrašila. Zato, ker vedno vem, da se vedno da nekaj narediti. Moj doktorat je z najtežje bolnimi otroki z hudimi okvarami možganov, pa je na koncu doktorat zelo optimističen. Zaradi tega, ker smo marsikaj lahko naredili. Šla sem med covidom za državno sekretarko, ko se je veliko ljudi raje poskrilo, sama sem potem stopila v te prve vrste. Slovenska ljudska stranka, imate prav, je bila povsem na kolenih, ko sem jo prevzela. Na večjih nivojih. Finančno, kadrovsko in tudi, kar se tiče duha in razpoloženja. Stranka, upam, da se bo za temi volitvami, vem, da se bo vrnila po 12 letih v parlament. Ravno zaradi teh odločitev, ki smo jih sprejeli na stranki z ljudmi, ki so v stranki ostali in so izvesti. Nekateri od samih začetkov. To so pridni, delovni, marljivi ljudje, zvesti ljudje. A veste, ta vrednota zvestobe in hkrati te zdrave kmečke pameti in dela nas bo pripeljala v parlament. Niz slabih odločitev pri Povežimo Slovenijo, veste, da smo se združevali, žal je bilo to po covidu, po zelo močnem angažmaju tudi nevladnikov v Sloveniji, za katere se sedaj izkazuje, da niso neodvisni, ampak da so globoko pristranski. In je praktično bil to mehanizem, ki ni omogočal povratka v parlament. Nenazadnje je tudi Golob ravno zato dobil izjemno večino. Ljudje, mislim, da so bili po večini zavedeni, pravzaprav niso čisto dobro vedeli, koga volijo, ker jim niso bile predstavljene vse stvari, niti transparentno, niti dovolj jasno, verjetno z razlogom. Tako da jaz mislim, da ko si enkrat na dnu, je edina pot samo še navzgor in točno to se nam zdaj dogaja. Ob prevzemu je stranka večkrat kotirala okoli 0,6%, potem smo se pričeli dvigati na 2%, tako da mislim, da smo zdaj že nekoliko višje, da smo že okoli 3%. In tako kot ste rekli prej, upamo, da gremo samo naprej skupaj za Novo Slovenijo, pa dosegamo tudi sinergije na tem nivoju, da bodo naši glasovi slišani. Torej v stranki sta bila, mislim, da lani 2 nova obraza, en obraz ste bili vi, ne? Drug novi obraz je bil dr. Peter Gregorčič, ki je tudi kandidiral na evropskih volitvah in za las mu je zmanjkalo glasov. Povejte mi, ste se kaj pogovorili v zvezi s tem, ker potem se je dr. Peter Gregorčič umaknil, potem je bilo vprašanje gospoda Balažica, ki je podpredsednik njegove izobrazbe, bile so zgodbe. Kako ste v bistvu razčistili s temi zgodbami? Poglejte, jaz sem prevzela stranko konec aprila lani, to se pravi april 2025, ali pa rečva 1. maj, ker me je dejansko pričakal praznik del. Ja. Stranka je imela vrsto nerešenih stvari. Veste, da volitve so pa praktično bile
oziroma so pred vrati. A ne? Od aprila do marca, to je pravzaprav ena taka nosečnost. In v tem času razčiščevati tudi z pravnimi mehanizmi enostavno je bilo nemogoče in bi bilo tudi neproduktivno. Sama nisem pristaš politike maščevanja ali pa iskanje nekih povračilnih mehanizmov. Absolutno mislim, da bo še prišel čas, ko bomo lahko določene stvari, bomo verjetno tudi morali razčistiti. Najbolj pomembno je bilo stranko finančno sanirati. Najbolj pomembno jo je bilo konsolidirati. Veste, da je v stranki vladala precejšnja razklanost. Kar se tiče dr. Petra Gregorčiča, kot vem, ni bil nikoli član stranke, tako da iz tega vidika tudi mislim, da težko rečemo, da je bil član naše stranke. Imate pa prav, dali so mu možnost, da je kandidiral in ne samo to, da je bil prvi na listi. To težko komentiram, ker jaz takrat nisem bila ne v izvršilnem odboru, v nobeni od teh funkcij. Drži pa, da sem pri Povežimo Slovenijo kandidirala in takrat presegla tisti procent, če bi vsi toliko dosegli, bi bili v parlamentu, da sem v Ljubljani kandidirala tudi za županjo, zaradi tega, ker sem želela prinesti zdravstvo na mizo. Veste, da Ljubljana se sooča z velikimi težavami v zdravstvenem domu Ljubljana, od odhoda zdravnikov do tega, da otroci nimajo pediatra, novorojenčki, do tega, da pravzaprav se kadrovski bazen polni z kadri od drugod, medtem ko naši odhajajo. Tako da sem takrat potem tudi pripeljala Slovensko ljudsko stranko nazaj skupaj z našo deželo v mestni svet. In tako me je pravzaprav pričakala Slovenska ljudska stranka v sorazmerno slabi kondiciji. Prej smo se pogovarjali, sem se malo pohecala, ne, da to edino ženska lahko prevzame. Enostavno ni šlo drugače, kot da smo res tudi zelo močno zategnili pas, zaradi tega, da zdaj lahko gremo na volitve. Ne na kolenih, ampak z dvignjeno glavo, z sodelovanjem z Novo Slovenijo in z fokusom kot resen partner za mizo, ki je zmožen tudi ne samo zahtevati, ampak marsikaj tudi dati. In to sodelovanje, tudi ta konsolidacija, mislim, da sem to pripeljala v stranko skupaj z kolegi, ki mi pri tem pomagajo. No in eden od njih je tudi gospod Marko Balažic. Ste razčistili te zgodbe, ki so se vrtele tudi po medijih? Marko Balažic je bil izvoljen na kongresu, tako da majčken mi je žal, ker pri podpredsednikih veste, da ima Slovenska ljudska stranka 3 podpredsednike, z mano v paketu je šla gospa Mihaela Rožej, ki sem jo spoznala v kampanji v Šentjurju pri Celju in tudi letos kandidira na volitvah, tako da sem zelo vesela, da imam tam eno tako močno oporo. Druga podpredsednica je Suzana Laura Krause, sem tudi zelo vesela, ker mi je veliko pomoč, tudi veliko znanja ima in tako političnega, kot tudi tega vsebinskega. In seveda potem, poglejte, v Slovenski ljudski stranki imamo ravno tako spolne kvote in iz spolnih kvot je bil potem izvoljen Marko Balažic, ki pa moram reči, da se je pa zelo umaknil, tako da nekih povračilnih mehanizmov zaenkrat nismo uporabili. Si pa želim, da ko bodo mimo volitve, da te stvari tudi zares razčistimo. S kom od tistih bivših kadrov, da tako rečem, tu sta le tudi brata Podobnik, pa bil je gospod Zagožen, pa res stara kadrovska struktura, ker je stranka stara več kot je slovenska država. Imate s kom više kakšne stike?
Ja, z gospodom Zagožnom težko, ne. Ja, ker je mrtev, ampak Ampak moram pa reči, da njegovo delo pa zelo spoštujem, a ne. Gospod je naredil veliko delo, on je bil nenazadnje tudi, kar se tiče ovčereje, je bil res avtoriteta na tem področju in tudi za politiko je marsikaj naredil. Tako da gospoda Zagožna imamo na sliki na naši stranki, imamo tudi gospoda Omana. In imate prav, oba podobnika sta seveda v zavesti še vedno prisotna, nenazadnje. Marjan je bil eden najmlajših v politiki takrat. Podpredsednik vlade. Zelo pomembna funkcija. Moram reči, da nekoliko več sodelujem z Janezom, nenazadnje, ko je bil on še zdravnik, ne, sva mogoče si bližje tudi po tej plati. Tako, jaz nisem človek, ki išče neke zamere. Mislim, da je čas za sodelovanje. Vsak od njih ima tudi dobre lastnosti in še nekaj je. V tej stranki je veliko ljudi, ki so na stranko navezani, jim pomeni veliko, so bili velikokrat izpostavljeni v politiki, verjetno so bili lahke žrtve, ker lažje žrtev si, če nisi močan, če nisi v parlamentu, tako da sem zelo vesela, da se vračamo v parlament in verjamem, da bomo na ta način okrepili in morda tudi obudili te naše speče korenine, ki so se morda nekoliko umaknile v ozadje. Hkrati pa seveda, da bomo dobili novo vzbrst, novo rast. Mislim, da je tukaj prihodnost v tej novi rasti in v tem sodelovanju. Ali imate kandidata za ministrstvo za kmetijstvo? Mislim, da ga imamo. Je kmetovalec? Poglejte, mi imamo kar nekaj kmetovalcev, tudi ljubiteljskih, tako da mislim, da ko bo prišel čas do tega, to so le pogajanja, tukaj je pomembno tudi, kakšna ta vlada bo. Naša naloga je najprej priti v parlament, če se le da z čim večjim številom tudi naših članov in seveda potem v parlamentu sestaviti tudi vlado, če se le da večinsko, zaradi tega, da bomo lahko naredili res spremembe, ki bodo koristile Slovenkam in Slovencem. S kom bi šli v koalicijo? Poglejte, jaz mislim, da je zdajle čist prezgodaj. Zelo veliko je nekih malih strank, razdrobljenih, tako da tukaj so te male stranke, ki po nekaterih anketah jim kaže veliko, po drugi kaže malo. Zgleda, kot da bodo tudi jeziček na tehtnici, tako da mislim, da je še čisto preuranjeno. No, kmete je precej udarila, da tako rečem, tudi ta tako imenovana zelena agenda. Med temi malimi strankami je prav Vesna, ki se je pridružila Levici. Kakšno je vaše stališče do teh zelenih ukrepov? Kje bi morali kaj spremeniti? In kaj boste predlagali? Poglejte, jaz mislim, da smo vsi zelo odprtih rok pozdravili zeleno agendo, ker smo pravzaprav videli, kaj se dogaja na planetu, kako je z onesnaženjem. Nenazadnje, zdaj smo v bistvu v takih časih, ko ta mikroplastika vdira v vse pore, najdemo jo celo v telesih novorojenčkov. Skratka, ta onesnaženje planeta je veliko. Vendar smo bili verjetno po drugi strani nekoliko zavedeni oziroma se je pojavila neka agenda zadaj, tako da bi mogoče rekla prav temu bolj zelena agenda kot kaj drugega, zakamuflirana v to lepo zeleno barvo. Jaz imam rada zeleno, jaz imam rada naravo, jaz si želim ohraniti ta planet. Vendar ta način, kot so si ga pa zamislili v birokratskih pisarnah, se pa izkazuje kot zelo škodljiv. Veste, če pogledamo razne sončne elektrarne na jezerih,
Pa oprostite, to nima zveze z zeleno agendo. Postavite te solarne panele na degradirana območja, na tovarne, na igrišča, tam, kjer že imate, ne pa na naravno površino ali pa celo na travnike. Torej, v Šoštanju tega ne boste podprli? Ne. Tam je ideja, da bi... Na Dubninskem jezeru. Ne, to se meni zdi absolutno, to je skregano z vsako pametjo. Pa ne boš tega postavljal na vodno površino. Pa na njivah očitno. Njive, poglejte, sploh ta zemlja je dragocena, mi nimamo veliko zelo dobre, kakovostne zemlje. In v bistvu tja postavljati te panele, ki ne delujejo po noči, ki ne delujejo, ko je oblačno. A ne? Hkrati pa je potem potrebno investirati v razne hranilnike. Tukaj te hranilnike pa lahko delaš samo z temi dragimi minerali oziroma to, česar v Sloveniji ne kopljemo. S kitajskimi. Ne? Ja, ali pa recimo ukrajinskimi, ne? Ali pa še iz Afrike, ne? Tudi Afrika. Ne? Tako da, ne, ta zelena agenda, ko ti na koncu pogledaš recimo ta solarni panel, ki izgleda morda na prvi pogled zelen, sonce nam sije, ampak potem, ko pogledaš, kako je narejen, da ga ne moreš reciklirati, da potrebuješ ti tukaj dragocene zemlje, ki jih kopljajo otroci sredi Črne Afrike, ko vse to daš v skupen račun, ugotoviš, da ta zelena agenda kar naenkrat ni več tako zelena. Kdo pa je v resnici imel zeleno agendo v Sloveniji? 100 let nazaj jo je imel naš slovenski kmet, ki je bil samooskrben, ki ni bil pogolten, ki je poskrbel, da je tisto, kar je pridelal, pojedel. Odpadka hrane praktično ni bilo. To je bila način življenja. V Sloveniji je lahko samooskrben, če se ne vmešajo velike korporacije. In zato je tudi potrebno našega kmeta podpreti. Ker v resnici najbolj zeleno agendo lahko živimo mi na tem koščku sveta. Seveda, a ne, ob predpostavki, da pa podnebne spremembe vseeno upoštevamo. Tukaj so namakalni sistemi, tega kmet ne more sam, tukaj je protitočna zaščita. A ne? Tukaj je pa veliko dejavnikov, na katere pa lahko država vpliva. A ne? Boste podprli te zadrževalnike vode v Savinjski dolini? Ja, tukaj imamo pa kar veliko debato tudi za našimi kmeti, a ne? Tako da mislim, da tukaj je pa potrebno še marsikaj se dogovoriti, a ne? Sama stvar je lahko sama po sebi dobra, vendar potem izvedba je pa včasih lahko vprašljiva. Te dni smo izvedeli, da tudi v Evropski uniji neko jabolko iz nekaterih držav ima lahko 17 različnih pesticidov, tako da bodo zdaj že predlagali, da se dojenčkove kašice iz teh jabolk ne delajo. Imate vi kakšno idejo v zvezi s tem, kakšen predlog? Ja, kaj mislite? Jaz sem pediater. Zapakirane kašice, to ni nekaj, kar bi jaz reklamirala. To se pravi jabolko, ki vam zraste na domači jablani. Ali pa tepke. Zdaj se bodo poslušalci spomnili, tepke je zapovedala Marija Terezija, da so jih sadili zaradi tega, ker so se v bistvu tako pa zmedile so se, ne? In so bile tudi čez zimo potem. Ravno tako naša jabolka, ne? Naše te stare sorte, ne? Recimo kakšen kosmač, ne? Zelo zanimivo jabolko. Ne? To iz tega narediti otroku kašico, iz zelenjave, ki je pridelana tam v bližini. Zdaj ni nujno sicer, da je na tvojem vrtu, da zraste najbolj zdrava hrana, sploh če živiš recimo zraven Celovške ali pa kakšne zelo prometne, obremenjene ceste, ne? Ampak tisto sveže, čim manj predelano. In to je trik,
kako mi ohranjamo zdravje, z čim manj predelane hrane. Poglejte, epidemija debelosti v Sloveniji in v svetu je ravno posledica tudi te predelane hrane, predpripravljene hrane. Otroci si ne zaslužijo predpripravljene hrane, razen seveda, če greste nekam na izlet, pa niste prepričani, pa še takrat lahko jabolček vzamete s sabo ali pa banano, pa jo potem pretlačite z vilco, ne, in seveda, da mama doji. Ki ima vedno pogreto sabo sterilno, toplo, hranilno mleko, celo na smučišču, je prave temperature. In ravno te, a veste, tukaj so take male stvari, ki pa v resnici sploh niso male. In ravno zato, to je ravno ta zdrava kmečka pamet, ki jo bo Slovenska ljudska stranka pripeljala nazaj v parlament. Kakšno je vaše stališče do gensko spremenjene hrane in semen, recimo? Ja, zdaj gensko spremenjena hrana, zelo zanimiva tematika. Ne nazadnje, vsa ta pšenica, ki jo imamo danes, je nastala z izborom, ko so pridelovalci pravzaprav ugotovili, katera ima večji donos, katera je bolj odporna in tako. Skratka, to je bil en tak naraven selekcijski, ne? Zdaj gensko spremenjena hrana, seveda, je pa včasih forsirana, a ne forsirana. Poseganje v gen. Tako je poseganje v gen. Ja. Jaz mislim, da hrana kot taka, to, da je forsirana evolucija, to pravzaprav ne spreminja. Bolj je problematično vse to onesnaženje, vsi te pesticidi. In seveda, vedeti, da marsikatera od teh vrst, ki je genetsko spremenjena, pa je spremenjena tako, da sicer nosi višji donos, ampak zahteva pa pesticide zraven. In tukaj je ravno nek samooskrben kmet, ki se zaveda te naravne povezave, pa na boljšem. Torej, jaz sem zdaj prav razumela. A vi ne nasprotujete gensko spremenjenim semenom? Ne, mislim, jaz osebno osebno temu ne nasprotujem, zaradi tega, ker je že sam proces selekcije, pšenica, ki jo imamo danes, je gensko spremenjena, ker so jo pridelovalci odselekcionirali tisto, ki je imela boljši donos. Bolj problem je, če je to gensko spremenjen organizem, ki zahteva dodatno uporabo pesticidov, ne vem, teh snovi, ki pa niso in če je to rastlina, ki pri nas a priori ne bi uspevala. No, vse te nasprotniki pravijo, da je to zdaj v laboratoriju gensko spremenjena, da se umeša recimo gen podgane v neko koruzno zrno in da se tu geni zmešajo. Bolj je to. Tega tako dobro ne poznam, da bi lahko to komentirala. Bolj problematična se mi zdi recimo gojenje mesa v petrijevkah. To pa je proti živinoreji. Zdaj, to je pa potrebno vedeti, da gojenje tega mesa v petrijevkah. To je v bistvu v petrijevkah, ampak zahteva pa ogromno enih rastnih hormonov, ogromno kemikalij in dejansko to pa ni zdravo. To pa ne podpiram, bolj podpiram, jaz imam zelo rada živali, ampak dober odnos z živaljo, za katero skrbiš in si hvaležen, da lahko dobiš tisti dober zrezek, recimo enkrat na teden na mizo, to pa je tista hrana. Pač tako je v naravi. Tako da to umetno meso je pa v bistvu druga zgodba, bolj škodljiva in je ne podpiran. Kaj šele tisto, o čemer je govoril predsednik vlade Golob, ne vem, če se spomnite, ampak on je razlagal o teh žuželkah, to se pravi nadomestek beljakovin. No, te farme žuželk, pa tega pa tudi ne podpiram. V Evropi to že jedo, ne? Ja, te žuželke. Ja, ne, imam rajš dober zrezek. Ne, rajš imam dober zrezek. Dobro, doktorica Tina Bregant, zakaj bi nekdo volil kandidata Slovenske ljudske stranke?
Naši kandidati so zelo raznoliki, imamo jih 24 na tej skupni listi, nastopamo pa skupaj, kar pomeni, da tudi tam, kjer ni naš kandidat, ampak je kandidat skupne liste, recimo Nove Slovenije, naši ljudje obkrožijo tega kandidata, ker je kandidat na skupni listi Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa. To se mi zdi pomemben dodatek, a ne? Ker pač, tudi če vas ni, če vašega kandidata ni, obkrožijo Novo Slovenijo ali listo. Fokus. Tako je, to se mi zdi pomembno razumevanje, a ne? Skratka, skupna lista. In zakaj bi nekdo obkrožil nekoga iz te skupne liste? Zaradi tega, ker prinašamo neko državotvornost, prinašamo Slovenska ljudska stranka dejansko zdravo kmečko pamet, prinašamo samo oskrbo, da ne bodo ljudje lačni, prinašamo osebnega zdravnika in na dolgi rok tudi krajše čakalne vrste. Prinašamo nižje davke. To, kar imamo sedaj, to je absolutno, to je nevzdržno, a ne? To se pravi, nič proti davkom. Davki so v redu, če seveda za njih dobiš storitev. Ko pa ti plačuješ in ne dobiš storitve, potem je pa to davek, ki ni v redu, a ne? Obrtništvo, to se pravi, da bomo spet nazaj dobili obrtnike, tole z SP-ji, kar so zdaj naredili, ne, da se pravzaprav resnično pod Golobovo vlado se ne splača več delati, ampak na dolgi rok je to nevzdržno, se ne moramo vsi biti na socialki. In tudi nočemo, mi v Slovenski ljudski stranki ne želimo živeti od socialne podpore. Mi znamo in zmoremo delati, in smo marljivi in smo ustvarjalni in ne želimo socialne podpore. Hočemo pa toliko pridelati, da bomo dobro živeli mi in tudi tisti, ki tega ne zmorejo, ali mali otroci ali starejši ljudje. In to so vse razlogi, zakaj naj ljudje obkrožijo našo listo. Kje boste pa vi kandidirali? Sama bom kandidirala v tako imenovanem Ptuj 3 okraju. To je okraj, kjer imamo Majšperk, kjer imamo Haloze, Cirkulane, Zavrč. Tukaj imamo veliko dobrih, toplih ljudi. Ljudje se sprašujejo, zakaj prav tam. Zaradi teh ljudi, ki so pripravljeni pomagati in mi bodo pomagali. In seveda tudi zaradi tega, ker na ta način kot predsednica Slovenske ljudske stranke dajem zelo pomembno sporočilo mojim kolegom v stranki, hkrati pa tudi politiki. Slovenija ni Ljubljana. Slovenija je tudi izven Ljubljane in ti ljudje so pomembni. Ti ljudje potrebujejo sogovornika, potrebujejo tudi svoj glas v parlamentu, ker vidite, kaj se zdaj dogaja. Oni so čisto spregledani, a ne? Golob vidi samo centralizacijo ali pa celo samo finančne mehanizme v svojo korist, a ne? Hkrati pa tudi ta okraj ni najlažje izvoljiv, kar pomeni, da bom morala delati. In na ta način poskušam biti vzgled našim kandidatom, da bodo tudi sami pripravljeni delati več, morda kot običajno. Doktorica Tina Bregant, veliko sreče, ne? In hvala za vaše komentarje in pojasnila. Najlepša hvala. Torej, da bo odločitev lažja, to je bila Slovenska ljudska stranka. Nasvidenje.